začela. Zdravo, lep pozdrav. Dobrodošli na tretjem delu cikla pogovorov tekstualnih proceduralizmi, ki ga organiziramo skupina SIK, tako imenovana skupina SIK. Tokrat je moja goste Simona Hammer. Se najbolj ne rabim posebej predstavljati, ampak dobro, zaradi formalnih postopkov se mi zdi pa vendarle na mestu, da malo povem neko bio. Gre za dramatičarko in dramaturginjo, kot bi jo pač imenovali mlajše generacije, ki deluje na širokem polju sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Pot dramske pisateljice je začrtala zlasti v Pregledovem laboratoriju, svoj študij pa končala z dramo Tik-tak. Že vrsto let deluje tudi kot praktična dramaturginja. Med drugim je svoje projekte stakala z Ajdo Vajcl, Primožem Ekartom, Evonino Lampič in Jakom Andrejem Vojovcem. Razvija tudi samostojne avtorske projekte in skupinske avtorske projekte, ki se jih bomo tudi dotaknili tekom najinega pogovora. Naprimer, za Kladiva ali Pinceta je prejela nagrado občinstva na 43. tednu slovenske drame. Medtem je pa tudi avtorica izvirnih dramskih besedil, Taubeka, Tik-tak, Amen pa glavo pod kamen, Shining, Izštevanke, Samorastniki, po motivih Prežihovega Voranca, Nemiliki, pa še bi lahko naštevala. Drugače pa predvsem zdaj letošnja dobitnica Grumove nagrade z razglednicami, ki je bila tudi uprizorjena v mali drami pod taktirko Ajde Vajcl, o kateri se bova tudi nekako danes teksta dotaknili, malo ga skušali premisliti strukturno, vsebinsko, ampak to nekako v drugem delu najinega pogovora. Jaz bi načeloma začela z tem nekim mestom slovenske nove dramatike, če lahko tako imenujem pavšalno. Zdelo se mi je ful zanimivo, leta 2010 si že zelo pomembno nekako začrtala temeljne težave nove dramatike pri nas, bi mogoče začela s citatom, pa se potem naveževa na to. Ogromno je debat na temo izjemno skromne zastopanosti sodobne oziroma sočasne slovenske dramatike na repertoarjih slovenskih gledališč. Nekateri posamezniki na vodilnih pozicijah zelo pavšalno in po mojem mnenju popolnoma neupravičeno kot izgovor prodajajo mit o slabih dramah, ki danes nastajajo. Mislim, da je razlog za njihov negativni odnos predvsem slabo poznavanje teh tekstov. Večinoma jih sploh ne berejo ali jih pa preprosto ne znajo prebrati. Seveda je treba upoštevati še finančno ziheraštvo, povezano z dejstvom, ki so ga sami sproducirali, da pri nas sodobna slovenska dramatika, za razliko od naprimer Srbije, preprosto ni in. Predvsem na institucionalni ravni se redko spodbuja projekte, ki temeljijo na sodelovanju med piscem in režiserjem, na aktivni vključitvi dramatika kot soustvarjalca predstave, kjer tekst nastaja sočasno z njo oziroma služi samo kot material, s katerim se dela. Pa mogoče bi, glede na to, da je bila zadeva spisana 2010 za si gledal portal, Anja Bunderle je intervjuala, me zanima, kje se ti zdi, da se ti premiki danes dogajajo, ali pa če se današnja sodobna produkcija bere na prave načine oziroma se jo razume in na kak način je institucionalno podprta. Super si to rekla, še se strinjam s tem, čisto navdušena sama nad sabo. Dober večer, dober dan vsem skupaj. Če se navežem na ta citat, mislim, da je situacija še vedno zelo podobna, kar se samih uprizoritev tiče. Zdaj je vprašanje, verjetno koga vprašamo. Če vprašamo te, ki so pač na poziciji odločevalcev, bodo zelo hitro podstrekli z statističnimi podatki, da je nekje, mislim, da pol zastopanost slovenskih dramskih tekstov, pa potem pač tuje dramatike. Seveda je zdaj v tej statistiki vedno treba se zavedati vključenosti raznih avtorskih projektov, ki se jih potem strpa v ta isti predalček, pa potem tudi raznih cankarjev, pa prired, pa ves ta korpus dramskih besedil, a pa nekih tekstovnih predlog spada v teh 50%. To, kar jaz še vedno pogrešam na naših odrih,
vedno bolj, v resnici so pa res neke sočasne dramske pisave, neki dramski teksti ali mladih avtorjev ali drame, ki ne pašejo mogoče v neke ustaljene, poznane vzorce, ki jih gledamo na nekih institucionalnih odrih. V resnici se mi zdi situacija danes mogoče še bolj problematična, kot se mi je zdaj teh par let nazaj, samo zaradi tega, ker nekako ne vidim več prostora za uprizarjanje ali pa za raziskovanje kakih drugih tekstovnih praks, kje drugje kot na nekih institucionalnih odrih ali pa zelo redko kje drugje. Razlogi bi rekla, da so še vedno isti, no. Zelo sem vesela, da si gledal ta, kako bi se temu reklo, en tak nabiralnik dramskih tekstov, kjer se da zelo hitro pač pogooglati in zelo hitro tudi karkoli najti. Tako mislim, da ta izgovor o nedostopnosti ali pa težji dostopnosti vsej, kar se tega tiče, nekje odpade. Drugače pa verjetno, če bi že pogledali nekako minulo sezono, bi zelo hitro lahko ugotovili, da sem jaz praktično po enem takem srečnem naključju, no, edina zdaj mlajše generacije, pa so absolutno še mlajši od mene, ko sem doživela zdaj uprizoritev v inštituciji. Zanimivo je predvsem to, da na nek način se govori o tem, da se prostor za razvijanje dramatike, da se širi, da imamo zdaj program na GPT-ju, da je preglejeva praksa, katero se bova tudi zdaj dotaknjeni, marsikaj strasirala. Ampak na nek način je to tako zelo majhno, zelo obrobno, da ne omogoča neke kontinuitete ali pa nekega resnega dela na dramskih tekstih, ne. In me zanima najprej preglej kot nek primer dobre prakse, ki se je nekako razvijal znotraj Gleja z začetkom v letu 2006, se mi zdi, in katerega tudi ti si bila del in cela skupina piscev, ki so se znotraj tega kalili. In na kak način je vplivalo to na slovenski prostor pisanja in razširjanja tega, kaj sploh je dramski tekst, in kje vidiš te neke potencialnosti, naprimer, danes? Jaz sem se pregledal sicer pridružila malo kasneje, mislim, da ne 2006, Miha je bil od vsega začetka zraven, pa je sodeloval pri tem prelomnem dogodku 9 lahkih komadov, ki je zdaj že tako ontološki, se mi zdi. Takrat, ko so začeli z pregledom ali pa ko je Simona Semenič nekako predstavljala in udejanjila to idejo, je bila situacija taka, da se na akademiji sploh ni poučevalo dramskega pisanja, da to je absolutna razlika. Je pa pač to, no, jaz sicer je v tem absoluten napredek, ampak spet po tem, ko se človek nauči tega nekega obrtnega znanja, bi bilo zelo zaželjeno, če ne celo nujno, da ima možnost pač to znanje potem tudi prvo, ki je videti, drugo, ki je prodati, od tega živeti. V glavnem se mi zdi, da je to samo pač ta prvi predpogoj v resnici za to, da lahko govorimo o slovenski dramatiki, mogoče malo drugače, kot je bilo to v preteklosti. Zdaj, kar se pregleda tiče, se mi zdi, da absolutno, pa to zdaj govorim iz svojih lastnih izkušenj, pa tudi iz nekega retrospektivnega pogleda, kaj in kje je premaknil stvari, se mi zdi, da je res eno tako relevantno gibanje, no, če lahko to poimenujem kot gibanje, predvsem v tem smislu, ker je predstavil slovenskemu gledališkemu prostoru, pa tudi ustvarjalcem, mogoče malo drugačne dramske prakse, poleg absolutno nekih dramskih besedil ali pa malo bolj klasičnih form. Ogromno smo imeli takrat nekih delavnic, izmenjav za tujino, različnih festivalov, tekste se je, ne vem, objavljalo, to lahko Ana kaj več o tem pove, na kak način so bile stvari, se mi zdi, da res tako zelo široko in zelo tehtno zastavljene v tem smislu, da, spet smo delali ali pa se je delalo na tem, da ni dovolj zdaj samo spodbujati ljudi pa jim dati neka orodja, da nekaj napišejo, da je treba ta dramski tekst tudi nekako teoretično pa teatrološko obdelati, se o njem pogovarjati, ga objaviti, ga bralno prizoriti, predstaviti javnosti, da obstaja ogromno nekih korakov, ki niso dragoceni samo za avtorja, ampak so nujno potrebni tudi za nek širši umetniški prostor. To se mi zdi nekako
ključna dediščina Pregleja, vsaj tako jo jaz osebno doživljam. Ne vem, če zdaj se pogovarjam s kakimi drugimi kolegi pisci, se mi zdi, da imajo kar manjko ali pa bi si verjetno želeli še česa drugega kot to, da evo, konec, zaprem računalnik in to je to, kar se procesa pisanja tiče. No. Ta neka dialoškost v vseh pomenih besede se mi zdi v resnici ključna. No. Absolutno povsod drugje pri dramatiki, pa mogoče še toliko bolj. Nekje sem zasledila, da si napisala, izjavila, da se še vedno vračaš v to skupnost, kada rabiš neko, kaj se vem, dialoškost ali pa neko premljevanje bodi si svojih tekstov ali pa nekih drugih praks, ampak da obstaja neka mailing lista, neka skupnost, ki tam je in v kateri pač lahko na nek način se obrneš, kadar to rabiš. Zdaj čakam, da bomo dobili kakaj prošnje za pridružitev ali pa za širitev vsega tega. Ja, res, to so pač neke stvari, ko se sicer človeku včasih zdijo samoumevne, pa pol ugotoviš, da marsikdo tega nima, pa ugotoviš, da nikakor niso samoumevne. Sam v smislu pač neke možnosti komunikacije z ljudmi, ki jih poznaš, ki jih ceniš, ki so sicer različnih profilov, no, dobro, ne zdaj toliko različnih, vsi se na nek način uparjamo z umetnostjo, ampak tudi pač različnih mnenj ali pa različnih okusov. To, kar je meni recimo super, poleg tega, da drugi komentirajo moje tekste, mi je bilo vedno zelo dragoceno tudi to, da sem jaz lahko brala njihove tekste, pa se o njih pogovarjala. Ogromno se mi zdi, da sem se skozi to naučila, predvsem verjetno, kar se nekako mojega dramaturškega dela tiče, to nikakor ni škodilo. Zdaj, pri teh tekstih, ki jih zdaj pišem, jih skozi, ampak res skozi še vedno predebatiram vsaj z Simono Semenič, ker na neki določeni točki človek rabi nekoga, da ti reče, to je pa fajn, recimo, tudi če to vse, kar naredi, ali pa da te vpraša, mogoče kako ta pravo vprašanje, ali pa da ti lahko nekoga vprašaš, kako se ti pa zdi to, ali spet pač nek dialog, no, ko se mi zdi, da je mogoče malo lažje z nekom, s katerim že imaš neko zgodovino, pa se poznaš, pa predvsem pozna tvoj način pisanja, pa tudi delovnega procesa, kot pa mogoče z nekom, ki bi zdaj se slučajno pridružil nekemu ustvarjanju. Zanima me, naprimer, tudi glede na to, da nekaj tujih praks poznaš, na kak način se ohranja neka kontinuiteta ali pa na kak način se rešujejo te zagate znotraj drugih prostorov. Poznaš nemški prostor, poznaš tudi bivši jugoslovanski prostor, pa mogoče, ne vem, začrtaš to politiko. Meni je bilo predvsem zelo zanimivo, ko sem imela, pa mogoče zdaj več na to, ampak recimo par let nazaj sem imela občutek, da smo Slovenci najbolj možno konzervativni, vse, kar se Evrope tiče, v smislu pač dramatike, pa nekih dramskih pisav, ki so drugje bile že stalnica, no, pa mogoče že malo pase. V tem smislu to je verjetno povezano čist z poučevanjem kreativnega pisanja ali pa dramskega pisanja na vseh drugih akademijah, vsaj kar se bivšega skupnega prostora tiče. Se mi zdi, da absolutno z nekim tem mainstreamom, kako bi bilo to treba, ali pa z nekimi osnovnimi orodji, istočasno povznikajo pač tudi neke negacije ali pa reinterpretacije tega. Da zdaj moji podobno, ali pa stari kolegi, ko jaz iz bivše Jugoslavije, so bili ful bolj odprti in ful bolj liberalni okrog tega, kaj je dramsko, recimo. In mi je bilo to zelo inspirativno. Ne vem, spomnim se, da na enem izmed teh festivalov preglejevskih je Goran Ferčic napisal en tekst, pismo Heinerju M, mislim, da je bil naslov, ki je izgledal kot pač nek roman v resnici. No? Je tak dolg monolog, Goran je za ta tekst pol kasneje dobil tudi par nagrad in to. In jaz vem, da sem jaz bila čisto začudena nad tem, kako normalno je vsem ostalim bilo, da je pač to dramski tekst, da se ga isto tretira, ker bi se tretiralo zdaj neko malo bolj klasično petdejanko, da se v tem tekstu isto da pogovarja, da se ta tekst isto da uprizarjati, sicer z nekimi drugimi mehanizmi, no, pa je vse dobro, da se kakšni drugi mehanizmi uporabijo.
Teda pri nas se mi zdi, da smo, kar se tega tiče, zelo konzervativni, da je v resnici s kakimi, ajde izjemami, ampak recimo, no, da lahko rečemo, da je Simona Semenič tako pri nas uvedla nek drugi, malo bolj postdramski, zdaj če uporabim ta termin, pristop. Kar se pa nekega nemškega prostora tiče, kako pač jaz poznam te stvari, pa se mi zdi, da je pa pri njih ena druga specifika, to je pa ta negovanje, vzpodbujanje, a pa zdaj temu reči kar omogočanje nekega prostora, neke odprtosti, neke pozicije dramatika, mladega, starega, srednjih let, kakorkoli že, znotraj pač same teatrske hiše. Se mi zdi pri njih ta sistem nekih, ne vem, hišnih avtorjev, dramatikov, ki delujejo znotraj teatra, nekih naročil, in to je pač neka praksa, ki je pri njih v resnici že od samih začetkov nekako prisotna. Mi, zanimivo, tega nismo nekako adaptirali, vse ostalo smo vzeli, to smo nekako spustili, no. In se mi zdi, da sta to neka dva mogoče kar skrajna modela, glede na to, da je situacija v Srbiji, pa tudi na Hrvaški, mogoče pa Bosna pa Makedonija, malo drugačna, kar se kulturne politike tiče, pa tudi pač budžetov, s katerimi se operira kot pri nas. Pa evo, za primerjavo, mogoče res nek ta nemški prostor kot nekaj, ena taka vzorna točka, no, recimo. Okay. Mogoče bi se zdaj vseeno premaknila malo bliže tvoji praksi. Začela bi pa z nečim, česar se spomnim iz tedna slovenske drame. In sicer spomnim se, da si vsakokrat, ko se je neka bralka začela, protestno ostale in pač prebrala to javno pismo, ki je takrat romalo pravzaprav proti, kot nek protest proti ukinitvi kategorije mladega dramatika, dramatičarke, ki je bilo takrat prvo leto, ukinili pa so ga, ker sta na razpis prišli zgolj 2 besedili. Mogoče tukaj da malo začrtava to politiko tedna slovenske drame, ki se je tudi v končni fazi razširila te kategorije, da letos na primer 14 tekstov, mislim, da, ne. Mogoče pač katero leto je bilo to, pa kaj je bilo problematično, pa mislim, v čem je bil problem ukinjanja, pa neke deklarativne politike, ki se pa potem na nek način niti ni potrudila za kaj več, no. Jaz ne vem točno, katero leto to je bilo takrat, ko je prvič bil v resnici ta razpis za mladega dramatika. Ta 2 teksta sta oba bila moja. Jaz sem bila edina, ki je takrat poslala karkoli na ta razpis. In takrat me je to blazno prizadelo, v smislu, da sem imela občutek, da se kljub tej velikodušni in super gesti uvedbe nove kategorije, kar se nagrad tiče, da se niso v Kranju še malo dlje ali pa še malo bolj potrudili v tem smislu, da če so že imeli razpis in če so že evo tega 30. oktobra ali novembra, ali da je pač ta deadline za Grumovo in za to nagrado za mladega dramatika, če so že takrat ugotovili, da sta pač prispela samo 2 teksta in da sta ta 2 teksta moja, zakaj niso ali ponovili tega razpisa, ali vseeno malo bolj spromovirali neke stvari, ki se je pač takrat komaj začenjala in to. In sem bila tam takrat res kar besna, no. Verjetno čisto iz svojih lastnih ran pisateljskega ali pa dramskega ega. Ampak mimo tega je pa pač situacija takšna, da pri nas vsi skozi govorijo, da ta naš mali slovenski prostor, da je res malo majhen in da je skozi treba pogledati nekam ven ali pa nekam širše. Zdaj, kar se dramatike tiče, je to vedno malo problematično. Jaz se recimo zelo intenzivno spremljam razne natečaje, pa kakšne rezidence in vse te zadeve. Tega je izjemno malo, za vsako stvar moraš imeti vsaj kakšno nagrado in je to blazen problem, glede na to, da imamo samo eno, zdaj to neko nacionalno tekmovanje za dramatiko in da je to neki absolutni ultimativni štempelj, ker bi ti naj pač rekel, da si dober ali pa dovolj dober za kakšne take stvari, no. Teda, jaz sama nekako vse te zadeve jemljem v resnici zelo resno, no, in ne takrat, ne zdaj, to ni bila kakršnakoli šala v tem smislu, samo 2 drami sta bili, obe sta tvoje, jebat ga, bomo pač to probali naslednje leto še enkrat, no. Teda, nekako iz tega, no.
Kar mi je po mojem tudi zanimivo je, da se dostikrat govori o tem, da na nek način je delo na promociji preko Pregleja, ki je res dosti naredil za to področje, že na nek način opravljeno. Ne? In da pač so neke platforme, ki pač ponujajo možnost razvoja. Ampak, naprimer, šele letos, kar smo se prej pogovarjali, Drama uvaja torej, nova branja, ne? Kar bojo mladi se lahko do 30. leta naprimer, prijavljali na tečaj, ki bo potem, ne vem točno, kako bo potekalo to, ampak najbrž bojo neke branje uprizoritve in pač možnost tudi objave tekstov ali kaj takega. In potem imamo ta Skrik festival, ki je na nek način nek poskus kontinuirane objave in bralk. Mislim, ni dosti teh praks, no, ki obstajajo, pač je treba to političnost ali pa ta boj vzdrževati in ohranjati. Ni kar končan na neki točki ali pa se s tem preprosto opravi, to smo pa že predelali in končali, ne, s tem bojem. Ne. Pa predvsem se mi zdi, da so vse te zadeve tako zelo marginalizirane. No? Pa ne mislim to v slabšalnem smislu nikakor, ampak marginalizirane v smislu, da absolutno ni nobenega denarja za te stvari, da niso, ne vem, infrastrukturno podprte in to. To, kar se Drame tiče, to sem jaz kar vesela in zelo navdušena zaradi tega, ker bo zadeva, ta nova branja obstajajo za že ene par sezon, mislim, da, in da so bila nekako ustanovljena z namenom, da se na novo bere, zdaj ni nujno nove, ali tekste, ne vem čisto točno kako in kaj. In zdaj, ko sem se z njimi pogovarjala, smo nekako ugotovili, da bi bilo super to vseeno malo pač, da bo preiti od besed k dejanjem in pač res ponuditi nek prostor, glede na to, da infrastrukturo imajo, da imajo tam ful enih igralcev in ful enih prostorov, kjer se da zdaj dobivati pa tudi kaj uprizarjati, da se bodo ta nova branja uvedla kot direkten poziv mladim piscem, mladi, mislim, da je do 30 let smo dali omejitev. Projekt je pa zastavljen v resnici zelo preprosto, pa zelo laboratorijsko, zelo po principu Pregleja na nek način. Jaz bom mentorica tega, delali bomo pa kratke dramske tekste, v smislu kot nekakšen omnibus na neko določeno temo, ki se bodo pol na koncu tudi v eni sami predstavi, no, pa v enem večeru uprizorili. Jaz upam, da bo koga zanimalo, jaz se pa prav veselim. No. Ampak se mi zdi, da so to so tak minimalne geste v resnici, no, ker zdaj Dramo kot inštitucijo ne stanjajo nič, ampak res prav nič, omogočajo pa pač nek prostor, ki pa upam, da ni toliko marginaliziran, kot bi bil kje drugje. Mogoče se pa vseeno premakneva zdaj k nekim avtorskim projektom, pa k skupinskim projektom, ki si jih imela skupaj z različnimi režiserji, režiserkami. Na nek način si znotraj teh projektov dostikrat premišljevali, kako intervenirati produkcijske modele gledališča. In kar je najbrž tvorilo neko misel, ki se potem tudi prenesla na premišljevanje samega dramskega teksta, statusa dramskega teksta znotraj gledališkega prostora. Pa mogoče, če začneva z predstava zaradi koncepta Odpade, ki se mi zdi en tak zelo političen projekt, ki dejansko intervenira v neko utečen produkcijski cikel, pa mogoče, če se ti da malo obrazložiš, zakaj pravzaprav pri projektu je šlo in na kak način ste hoteli zamajati ali pa te samoumevnosti ali pa na kak način, kje je zagrabiti, no, in kje je bila ta iniciativa. Jaz, pa to sem že prej rekla, da se ne spomnim čisto točno, kako se je to zgodilo, pa da po moje Pija pa Katja mogoče še kaj malo več vedeli povedati. No. Jaz sam vem, da smo se na neki določeni točki dobivali tako kar ena skupina ljudi in da smo, mislim, da je to bila neka osnovna ideja, ki ne vem čisto točno je kaj jo nekako prinesel. No. Osnovni koncept je bil pač točno to, kar pove že sam naslov, predstava zaradi koncepta Odpade in koncept te predstave je bil ta, da smo
uprizorili na nek način vso produkcijsko mašinerijo okrog tega, torej, ne vem, tiskovko, naredili smo neke fotke, računali smo, da bo vse Slavko Pezdir prišel na to tiskovko, pa mislim, da ga pol ni bilo, ali kak že. V glavnem, naredili smo nek promocijski material tega, imeli smo igralce, ki bi naj v tem nastopali, pripravili smo se, kaj bomo povedali, kaj smo zdaj raziskovali v tej predstavi in jo pol najavili. Pač ta predstava absolutno se pa pol nikoli ni zgodila oziroma se na nek način je zgodila in to zdaj pol je to eno tako široko polje različnih interpretacij in to. Meni je super zanimivo, da si to nekako izbrskala. Se mi zdi, da to je... Mislim, zdelo se mi je, da res je ena skupina ljudi, ki potem tudi okoli pregleja, se je tam gibala in na nek način pač se je igrala vedno s to dogodkovnostjo, bodi si teksta, bodi si pač dogodka kot umetniškega dogodka, da je ga malo skušala spodnesti ali pa pač ga premisliti na ta način. Se je bilo še eno par v resnici takih projektov, neka številka, kaj že srečnih koncev, ali kaj pozabila sem, koliko 43 koncev. Recimo, je tudi vse jaz to nekako dojemam kot nekaj zelo podobnega, tisto je bilo sicer zastavljeno kot neka delavnica z končnim dogodkom, ki ima take različne postaje. To, pa pol tudi v sklopu miniaturk v Gleju so se neke podobne zadeve dogajale. Jaz imam nekako občutek, da smo skozi v pregledu, pa tudi širše v resnici, ker nekako ta pregled je ful več ljudi, kot je pač to osnovno jedro zdaj teh 9, ali koliko nas je na tej mailing listi. Ampak se mi zdi, da je nekako zelo preprosto funkcioniralo. Pač vrgla se je neka rokavica v smislu takrat in takrat se bo delalo to in to in to in potem so se ljudje pridružili in smo se zelo potrudili, da smo naredili nekaj finega in fajnega, ki je verjetno res v takrat, pa tudi danes absolutno nekako kršil te ustaljene produkcijske norme, predvsem v smislu, kaj zdaj je ta končni dogodek, ki ga hočemo narediti. To, no. V sklopu miniaturke pa sem imela tudi kladivo ali pinceta, kar se mi zdi tudi na nek način pa premišljuješ svoj status znotraj gledališkega ustroja in to je mesto dramaturginje, ki naj bi bila umetnost izginjanja, ne? In tukaj nekako sprevračaš in preskakuješ med različnimi vlogami na nek način. To, kar naj bi ostalo zakrito, spraviš pač na oder, ne? Mogoče pač... Če se lahko počasi naredim part tu ali pa kaj tako. Mogoče. Ja. Mislim, najbrž gre tudi za neko politično izjavo v smislu vprašanja mesta dramaturgije. Ja. Jaz moram sicer reči, da vse te stvari zdaj tako kot nazaj gledam in tako v zadnjem času ful nekaj tu nazaj gledam in sem čisto nostalgično raznežena in ugotavljam, da neke te stvari jaz nikoli nisem taki človeka, verjetno nisem štartala z neko zelo jasno politično gesto, v smislu, zdaj bom pa jaz tu vse, ne vem kaj, raztrančirala in vse drugače naredila. Tudi ta zadeva je v resnici bila vezana na to, da takrat, ko sem zaključevala akademijo, sem na nek način že bila vpeta v neke delovne procese v Gleju, na nek način sem že tam sodelovala pri različnih projektih in potem so te miniaturke bile nekaj, ki je bilo pač tam na razpolago in potem sem razmišljala, bi mene tudi zanimalo, kaj sprobati skozi te miniaturke, sem ugotovila, da verjetno ne bi bilo slabo premisliti to, kaj bi naj zdaj ta dramaturgija bila, kaj sem se jaz na faksu sploh naučila, jaz sploh kaj znam, kar se tega tiče. Vem, da sem se takrat počutila v resnici zelo nebogljeno glede tega, kaj je zdaj to, kar bi naj praktičen dramaturg, govorim o praktični dramaturgiji, pač počel. Spomnim se recimo vse te neke literature, se to taka old school literatura, ko smo na akademiji še s kakimi našimi profesorji predelovali. Vem, da ta dramaturški Vademekom, jaz 20 strani nisem prebrala in me grozno, no. Pač nekako nisem našla nekega orodja, ki bi meni pač povedalo, kaj je zdaj nekje moj prostor znotraj gledališkega procesa, s čim jaz sploh operiram, kaj zdaj to dramaturgija je.
In potem, ko sem se malo začela igrati z tem, se je pač nekako zgodila ta predstava. No? Oziroma sem nekje vmes ugotovila, da mogoče ne bi bilo slabo narediti neko predstavo, ki pa je na nek način bil nek statement. No? Vem, da sem takrat bila, no, ok, zdaj sem tu nekaj diplomirala in kaj zdaj, in ni bilo nič nikjer, ničesar na obzorju, in potem se mi je zdelo, da moram narediti nekaj, kjer jaz malo predstavim to, kaj zdaj jaz sem kot dramaturg, ali pa kaj zdaj pač je dramaturgija. Vem, da sem na koncu te predstave delila tak svoje CV-je, v eni mapi je bilo vse lepo napisano, kaj sem delala in izjave ljudi, za katerimi sem delala. In po me je enkrat en fant klical, da je našel moj CV v Lapetiju, da če ga hočem nazaj. Je pa pač razmišljanje zdaj o dramaturgiji ali pa o nekem ustroju teatra nekaj, kar mene v resnici že nekako skozi zanima, pa je verjetno nekako povezano pač tudi z pisanjem. Pa, ne vem, verjetno je to, da sem zelo hitro po akademiji začela sodelovati ali pa delovati v gledališču Glej, ne, v kakem drugem teatru, tudi nekako vplivalo na to, da se mogoče malo bolj zavedam teh produkcijskih omejitev in izzivov, evo, kot bi se ne vem, delovala kje drugi. Mislim, zdi se mi vseeno relevantno pač naznačiti neke projekte, ki niso direktno vezani na pisanje, ker se mi zdi, da se kontinuiteta nekega premisleka odraža potem tudi v pisanju. Pa se mi zdi, da bi lahko na hitro začrtali tudi neko genealogijo tvojih dramskih tekstov, začenši z dramo, s katero si diplomirala, Tik-tak, kjer si se predvsem ukvarjala s statusom didaskali. In ko sem jaz prebirala tvojo diplomo, pač sem nekako našla dve točki, zaradi katerih si se pravzaprav začela ful intenzivno ukvarjati z didaskalijami ali pa statusom njih. Prvič, da ste imeli kontinuirano bralne uprizoritve znotraj Pregleja, kar pomeni, da ste se ukvarjali z tem, na kak način, kaj početi znotraj bralk z didaskalijami, in ponavadi ste se odločili za neko branje didaskalij, je bil to neka rešitev, ki je išla iz praktične naravnanosti, pač, drugič pa, da so te Harmsovke pač navduševale in da je tu bila neka, referenčna točka, okoli katere si se vrtela tudi v svojem pisanju. Ne. In mogoče začneva z Tik-tak. Meni, kar se didaskalij tiče, mi je zelo zanimivo brati tekste, kjer didaskalije niso zdaj, ne vem, vzdihne, zavije z očmi, se ne smeji, pač v tem smislu jasna navodila uporabe, ampak kjer se pač sam avtor ali pa avtorica z njimi malo igra, ker znajo biti zelo duhovite. Kar se teh Harmsov tiče, to so eni kratki teksti Petra Rezmana, ki je tudi član Pregleja. Jaz sem spet, evo, po nekem srečnem naključju mogla to režirati kot bralno uprizoritev enkrat v Gleju, eno par teh njegovih Harmsov, ki so drugače, pa tudi, evo, objavljene na nek način, no, niso vse te, ampak ene druge, v knjigi Ljubljana, gospa sveta. Isti princip pisanja, no. To, kar je meni pri Petru zelo inspirativno, je, da on uporabi osnovne, najbolj očitne stvari, kot je, ne vem, rdeča zavesa, ki se odgrne in se pol na koncu tudi zagrne, seveda vedno v teatru, kot pač neko igrišče, za katerim se on igra, ne vem, v teh Harmsovkah takrat je on uporabljal, ne vem, realne osebe, neke ljudi, ki so bili tam v Gleju, neke teoretike, neke žive, svašta vsega, za nekaj, kar je v resnici ena taka osvežujoča bralna izkušnja, pa tudi v resnici pol gledališka izkušnja. No, jaz vem, da sem se blazno zabavala, ker sem pol gledala to na odru, sicer nekako bralno uprizorjeno, ampak vseeno. No. In se mi zdi, da skozi te stvari pa mogoče, pa še mogoče ena stvar, čista prva dramaturgija, ki sem jo delala po akademiji, je bil tekst od Simone Semenič, Nisi pozabila, samo ne spomniš se več. In tam je Anželka Nikolič, režiserka, se odločila, da bo uprizorila tudi didaskalije. Didaskalije so bile, ne vem, tišina, ogromna je bilo tišina, to se zdaj spomnim. In so igralci vse te didaskalije v resnici govorili in je nastala ena taka zelo minimalistična, zelo izčiščena uprizoritev, ki je tako jako kontemporarno delovala, se mi zdi. Ampak je nekaj ta
potencial teh didaskali se mi zdel izjemno zanimiv. No. Jaz sicer nekako se mi zdi, da pri svojem pisanju jih nikoli ne izkoristim točno v tej potencialnosti, ki jo imajo, mi je pa to vedno zelo ljubo nekako pri drugih zasledovati. No. Okay, bi mogoče tak nek del prebrali, da pač ljudje dobijo občutek, o čem govorimo točno? Da. Prebrala bom čist konec tik-taka. Jaz sem drama Simone Hammer. Počasi mi vse to že res preseda. Zakaj ne morem preprosto biti takšna kot druga, imeti vsaj 50 strani, jasno določeno število oseb in premišljanje linije med njimi? Zakaj ne morem vsaj vedeti, kaj želim povedati? In res imam poln kurac tega. Morala bi jo enostavno poslati 3 pizde materine in sama zaključiti. Ja, konec. Nikogar več ni. Vsi smo izginili v črno luknjo. Tudi to sem jaz napisala. Zdaj pa res, konec. No, konec sem rekla. Ko ne. Malo pred tem se zgodi en prizor, kjer se zdaj ta, ne vem, če je kako je ime, to sem pozabila, pa se pač malo krega sama sabo in s tekstom, ki ga piše. No, glavnem. Vse, pomoč se še prebere, kak da. A še preberem, kaj? Sam ne vem, kaj. Lahko vam preberem še en del, ko pa ni ta kreganje same s sabo, ampak je mogoče malo bolj dramski. Evo. Gospod Petka se večkrat pojavlja v tekstu nekdo, ki je star, to je ime lika. Kako bi zdaj eno župco? Nekaj, kar bi steklo po grlu. Šnops. Taki domači, ko ga je stari Štef kuhal. Bolj so slive gnile, boljši šnops, bo je govoril. Samo povohal sem to njegovo čorbo, pa sem bil pijan. Ja, tak je to bilo včasih. Saj danes bi tudi bil pijan samo od tega, če bi ga pogledal. Kakšen vinček še gre, ob nedeljah pri kosilu. Polni pa še ves mesec ostane in se pokvari. Mogoče bi res moral začeti kupovati tiste tamale stekleničke po pol litra. Moram pogledati trgovini spodaj, kaj sploh imajo tako zapakirano. Belega ne bi, zgaga, rdečega, za kri. Kri, koline in pečena kri, kako je to dišalo. Pri stari mami na njenem šporhetovornem ogromnem modrem piskru. Danes tega res več nikjer ni. Kaj, če bi šel v restauracijo pa naročil pečeno kri? Bi me ven vrgli. To je nekdo, ki je star. Ne? Ja. Vsi liki, ki so na nek način tak neujemljivi v tem neki deskripciji, kjer prav zares nimamo jasne predstave, kdo ti liki so. Kaj so še liki? Zdaj glih gledam. Liki so otročiček, ki se morda ne bo nikoli rodil, nekdo, ki ga ni, ker ga je prehitel čas, posta ona in on Kristusovih let, pa verjetno jih je še ena. Kaj pa vem? Ja. Moram to še enkrat prebrati. Mislim, se zdi, da pač nekako tudi to vprašanje neke izgradnje, neke konsistentnosti lika pač razbijaš ne samo znotraj teh začetnih dram, ampak tudi potem v razglednicah. Nimaš namena nikoli izgraditi nekega jasnega lika z neko močno psihologizacijo odzadaj ali pa karkoli podobnega. Ne. Mogoče se k temu še vrnemo, ampak zdaj, če so že na tej točki obstali. Kar se je meni tudi zdelo zanimivo, so nemi liki, ki lahko do ten del preberejo, kar na nek način se referiraš na status nemega lika znotraj zgodovine dramatike in ta je dostikrat ali pa predvsem ženski nemi lik. Ne? In okoli tega v bistvu gradiš neko in teoretsko misel in pač premišljevanje statusa ženske znotraj zgodovine dramatike. Potem tudi na Borštniku imate posebno okroglo mizo za to tematiko in potem tudi nastane to potem, ne vem, vmes to dramsko besedilo nemi liki. V resnici je čist sam primarni izvor spet mojega razmisleka o nemih likih kot taki, spet vezan na eno akcijo pregledovsko. Takrat smo, mislim, da je Maja Šorli dala pobudo za dogodek Zakon tretje branje. Takrat je bil ta družinski zakonik prvič nekak dan v
predlog ali v obravnavo in potem smo vsi v resnici napisali različne tekste. Jaz sem takrat napisala en kratki tekst Nemi lik, zelo kratki, pa smo to tudi, ali pa sem uprizorila. In pol je ta nemi lik, ali pa ta figura nemega lika kar nekaj časa ostajal z mano in me je ful začel zanimati. In potem sem brala malo pač te drame, tudi kakšne te stare, kjer je ful enih nemih likov, ko res pač nič ne rečem in so mogoče malo brez zveze tam. In potem so me, pa so za število, no, potem so me začele res intrigirati drame, ki malo drugače nekako pogledajo na ta lik in potem sem se nekako lotila ene malo bolj teoretične raziskave, ugotovila, da sicer ni ravno dosti materijala na to temo in evo končni produkt vsega tega procesa, pa tudi te okrogle mize na Borštniku, je pa pač ta tekst Nemi liki. Zdaj, absolutno, če pogledamo malo izven teh okvirjev dramske figure nemega lika, so pač ženske te, ki so v veliki večini prej neme napram moškim. Sicer nisem specifično samo zgolj z tem ukvarjala v tem tekstu, nisem kar pretirano o tem razmišljala, ampak ja, verjetno, spomnim se, da ko smo prvič to brali, mislim, da je celo Simona rekla, da se ji zdi, da so ženske prej žrtve kot moški v tem tekstu. No. A prebereva še en del od tu? Prebereva. Bom prebrala še podnaslov, ki je tako lep, ker ga nisem sama izmislila. Nemi liki ali kako se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje. Evo, bom prebrala čist začetek. Okno, šipa, steklo. Skozi okno vidim sobo. Stena levo, stena desno, vidim vrata, zaprta. Po tleh les, imitacija lesa. Okno v okvirja zavesa. Trdo belo blago z drobnimi ribicami, ki plavajo desno. Temno modre ribice, svetlo modre ribice, ki plavajo desno. Na šipi pogumne velikopotezne črte dežnih kapljic. Jackson Pollock, kapljajoče obdobje, slika številka 5. Številke so nevtralne, prisilijo ljudi, da gledajo v sliko zaradi tega, kar je. Čista slika. V sobi je precej temno. Stropna luč, ugasnjena. Očitno se nihče ne spomni, da bi jo prižgal. Stikalo je takoj pri vratih na levi. Onečaščena belina stene okrog njega jasno kaže na preštevilne roke, ki so klik prižigale in klik ugašale to luč. Bodi svetloba, je rekel Bog takoj potem, ko je ustvaril nebo in zemljo in se mu je vse skupaj zdelo nekam pusto. Bog je mrtev, je rekel Nietzsche takoj potem, ko je napisal Rojstvo, tragedije iz duha glasbe in se mu je vse skupaj zdelo nekam pusto. Bog je mrtev. Mnogi se z njim strinjajo. Tudi menih, ki ob 5. zjutraj moli, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, skupaj s svojimi brati po kutah, pridi k nam tvoje kraljestvo, nekje v nekem napol praznem samostanu, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Tudi ta menih se, medtem ko se mu ustnice premikajo same od sebe in danem danes naš vsakdanji kruh, tudi on se strinja z Nietzschejem. Bog je mrtev. Deževni mrak in modrina televizorja. Svetloba utripa kot hobotnica pri plavanju. Dva fanta, najstnika, na tleh, dobesedno, ne metaforično. Sedita na tleh pred televizijo na preprogi, ki nekako ne paše na ta laminatasta tla, k tej zavesi z ribicami, ki plavajo desno. Vozel pri vozlu. Preproga iz nekih drugih krajev, nekih drugih časov. Asimetrični perzijski ali sane vozel. Vozlan čez dve vzdolžni osnovni niti. Vzorec geometričen. Tkan natančno vestno, 2500 let vozlanja. Vsak dan ponavljanje istih gibov, tkanje vzorcev iz nekih drugih časov, vsak dan volna, bombaž, svila. Vozel znan po celem svetu. Očetje so učili sinove, sinovi svoje sinove in ti sinovi svoje in tako dalje, do žena in hčera, ki bodo za svojo 5000 evrov vredno preprogo, delo enega leta, dobile par fičnikov. Vzorec iz nekih drugih časov, nekih drugih krajev. Zdaj v Ikeji, tovarniško tkan za 140 evrov. In tako dalje. Ja, mogoče bi na nek način vse te strategije pač so se zgostile na nek način, tudi v razglednicah. In se bova kaj smo sporadično prebrali še kak del iz razglednic, ampak za začetek najbrž ta razmislek o
mestu ženskega lika znotraj zgodovine dramatike tudi nekako se zrcali v razglednicah, ki so bile napisane na pobudo ravnatelja slovenske drame Ljubljana, Igorja Samoborja, in nekako njegov prvo navodilo tebi je bilo, češ, da je treba napisati o ženskah, ki premikajo meje. In potem ti je dal od tu naprej proste roke. In tukaj, koliko sem zasledila, si nekako skušala, kaj jaz vem, tudi postaviti na glavo vprašanje ali pa te stereotipne podobe ženske kot v odnosu do moškega, ženske kot matere, pa mogoče tu, kak si torej začrtala to žensko likinjo? Čist na začetku, ko mi je bilo dano to izhodišče, sem začutila eno tako zelo močno averzijo do tega, da bi pisala o ženskah, ki so premikale meje, zato ker se mi to zdi tudi en tak, ali pa pač to ni nekaj, kar bi bilo meni blizu, ker to bi potem verjetno pomenilo, da bi se mogla predvsem ukvarjati zdaj za to biografijo nekega lika, to pa nekaj, kar si že prej omenila, nekaj, kar mene v resnici ne zanima toliko, da bi zdaj en cel dramski tekst posvetila zdaj eni ali ženski ali moškemu ali komorkoli in temu, da se pač ta lik malo ukvarja sam sabo, no, ali pa, ja, če zdaj temu tako rečem. Ko sem dobila nekako to navodilo, mi je bilo kar problematično razmišljati o tem ženskem liku, ker nekako se mi je zdelo, da je to verjetno taka ena super priložnost, da jaz evo kot ženska v tem svetu povem, da stvari absolutno niso tako lušne in lepe tudi v naši demokratični Sloveniji in da enakopravnost spolov ni nekaj, kar bi bila samoumevna ali pa tudi širše prakticirana. Nisem pa hotela napisati teksta, ki bi se zdaj ukvarjal z zelo tako deklarativno, manifestno, feministično pozicijo, no. Nekako sem hotela razmišljati o tem, ali obstaja alternativa temu nekemu moškemu principu, če se zdaj sama spet zatekam v uporabo nekih stereotipnih besed, ampak ja, nekemu moškemu principu, ki ga lahko spremljamo skozi svetovno zgodovino raznih vojn in prilaščanj in vsega tega in kakšen bi bil evo drug pol tega. Zdaj v tem primeru, ko so mi tako rekli, je zdaj pač to ženska alternativa, pa pač ženski lik, a pa mogoče nek manj agresiven pristop, no. Mogoče lahko razmišljava tudi na ravni strukture, ki je potem na nek način determinirala tudi samo vsebino. Praviš v enem intervjuju, da si strukturirala tekst matematično natančno, da pač zadeve si sledijo z neko strašno natančnostjo. Gre sicer za neko krpanko, ki nima jasne linearne strukture, potek ni linearna, ampak je pač popolnoma rizomatična na nek način. Je neka linija večjih potekov, trije poteki so tako rekoč znotraj dramskega teksta, pa mogoče tukaj začrtala najprej to, na kak način si to krpanko zlagala, čisto na ravni neke forme, formalno, in kako se ti je potem to odražalo tudi na vsebinski ravni? Pri razglednicah je vse, jaz to tako vidim, ne glede na to, da so pač vsi ti prizorčki ali pa vse te razglednice oziroma vsak pač posamezni segment zelo raznoliki ali pa tako zelo raznorodni, je nek osnovni princip izmenjave, ki mu jaz pravim taka natančna matematična shema in ki je v mojih zapiskih vse barve štimajo, vse je točno tako, kot mora biti, da je to ena taka zelo rigidna v resnici partitura. Jaz sem si tekst razdelila sicer na 4 osnovne dele, v smislu, da imamo pač to neko monološko hrbtenico, jaz temu pravim, tega glavnega lika, Tinka je ime, in pol iz te monološke hrbtenice vznikajo zdaj različne razglednice. To so razglednice iz krajev po
celem svetu, kjer je ta glavni lik tako ali drugače prisoten. Pol ta tretji segment so razglednice spet na nek način, ampak razglednice iz zgodovine osvajanj, začenši z Krištofom Kolumbom, pa končamo v letu 2016 oziroma 2017 v Sloveniji. Imamo en tak zgodovinski pregled potovanj na nek način, ampak potovanj z zelo jasnim namenom, v smislu, evo, to je zdaj moje, naše, ne vem, koliko jih je, 6, če se zdaj točno spomnim. Ja. To polje pa še ta zadnji segment, ki pa jaz delom na tem pravim, da so pa to objekti, to so pa, tu pa sem nekako hotla ene take neme pričevalce oziroma neke elemente, ki so ponavadi tiho, pa evo zdaj nemo spremljajo. Evo, to se tudi navezuje, zdaj ful nekaj stvari se mi povezuje danes z mojimi preteklimi teksti. Skratka, ti objekti, ti nemi liki, pa na nek način govorijo še ta drugo plat zgodbe, opisujejo to, kar ljudje delamo ali pa delajo, pa imamo drevo, pa pero, nafto, most mostarski, pa fotoaparat na koncu, ki v resnici vse te segmente nekako poveže, pa predstavlja neko sidrišče vseh teh knjig. Teda to je ta struktura. Sicer, jaz moram reči, da ker to pišem v vseh tekstih nekako tako to zelo organsko vznika, vse na začetku, vse pol je to treba ful urejati, pa pač paziti, pa evo črtati pa vse to, ampak nek ta osnovni flow vsega tega je pa meni bolj naraven, kot bi mi bila neka mogoče malo bolj linearna struktura. To je čisto preprosto zaradi tega, ker se mi zdi, da je glavni zajeb tega današnjega sveta ravno v tej razpršenosti, ker ne veš čisto točno kam zdaj ne gledaš, pa od kje kaj prihaja, ali dobrega ali slabega. No? Teda se mi zdi to v resnici nekako najbolj logičen oziroma ta najbolj očiten, ta najbolj brezvezen način v resnici opisovanja zdaj ali pa skeniranja današnjega sveta. No? Pravzaprav pač si vzela fotografijo, pač neko tehnologijo za tisto, skozi katero poveduješ, neko vizualno gradivo, ki ga na nek način stakneš z besedo. Na kak način se to razmerje vzpostavlja in na kak način ti sama tehnologija determinira to razpršenost, ne? Ker sama ta hipnost fotografskega momenta pač predvideva neko neko hipnost, neko razpršenost, neko distribucijo vidnosti, ki je nekaj osvetli, spet nekaj drugega ne osvetli, ne? In na ta način nekaj potisne v temo, nekaj pa naredi končno vidno, ne? Kar pripisuješ neki ženski fotografinji, umetnici, ki na ta način skuša tudi razbijati neke strahove ali pa nekaj, kot da bi pač ta nomadskost, ta neka deteritorializacija pač le omogočila neko, kaj jaz vem, neko bližino nečesa, kar ostaja drugače v konfrontaciji ali pa v neki opoziciji, nekem strahu. Mogoče za začetek ta tehnologija, na kak način, torej zakaj razglednice in na kak način stopajo v razmerje do besede, pa potem naprej. Ta fotoaparat, pa ta slik, ki je nek motiv, je nekaj, kar je nekje po mojem v sredini se pojavljalo, no, ne vem več čisto točno. Ampak na začetku, ko sem razmišljala o teh ženskah, ki so premikale meje, sem jaz to vzela čisto dobesedno, sem zaradi tega, ker mi je zelo zanimivo opazovati sebe, kakšna sem, ker sem evo zdaj tukaj doma v Ljubljani, pa na kak način se obnašam do ljudi, pa kako zdaj jaz to vidim vse naokrog, pa kakšna sem, evo, že če grem evo v Maribor, sem tako, wow, super, ful lepo, ful vse novo. Glavnem, to, kar me je zanimalo v resnici, je pač ta neka dvojnost, pa neka odprtost, ki nastopi z prestopanjem mej, zdaj na vseh možnih nivojih in pomenih te besede. Teda so te neke razglednice, ti pozdravi iz drugih koncev sveta, kjer zdaj smo ljudje, ali pa je pač ta glavna junakinja bolj odprta, ali pa ima bolj,
kako se temu reče, bolj človeška, no. Je to nekaj, na čemer sem na začetku gradila, no. Hotela sem napisati en tekst, ki bo v resnici tako optimističen in vesel in topel in lep in vse to, in potem se nekako se ne strinjajo, razumem. Teda ja, je to, v resnici je ta dvojnost bila tista, ki me je na začetku zanimala. Kakšni smo, ko smo nekje in kako se obnašamo ali pa ne obnašamo, oziroma predvsem kako ne delujemo, ko smo pa pač doma, no. In zdaj v tem lanskem poletju, ko sem to pisala, pa pač situacija pri nas takšna, ki je zelo zanimivo v resnici razmišljati, kako enostavno jaz grem kamorkoli, je pač edina omejitev, ko je cena letalske karte, kako zelo enostavno pa ogromno ljudi, ki je tukaj pri nas, a pa kjerkoli drugje ne morejo pač nikamor, no. In ta razmislek o tem, kaj zdaj je v resnici, ne vem, neko državljanstvo, neka identiteta, nek potni list, v končni fazi neke rezilne žice in vse to, to me je nekako pripeljalo do tega, da razmišljam o dveh svetovih, ki zelo očitno pač soobstajata. Ta slik moment pa je nekaj, to, da je ona fotografinja, je nekaj, kar je v resnici pač slučajno se nekako poklopilo z to formo razglednic, no. Ni to nekaj, kar sem v izhodišču si tako zastavila, ali pa kar bi me na začetku zanimalo, no. Zanimivo mi je bilo samo pač ta fotoaparat, čist na koncu, ki se mi je zdelo, ali pa sem imela občutek, da moram tudi pozicijo umetnikov ali pa umetnice, no, problematizirati, in mi je pol ta fotoaparat predstavlja eno tako prikladno orodje, da malo nekako obračunam v resnici tudi sama s sabo ali pa z umetnostjo kot tako, no. Kar se mi je zdelo zanimivo je, da če imaš na eni strani to neko ekspanzionistično politiko, ki se veže na zgodovino osvajanja, kolonializma, ki jo poimenuješ z osvajalcem in oprodo na eni strani, pa potem govorimo o neki nomadskosti in prestopanju mej in nekemu rušenju teh pregrad na drugi strani, ampak se je v tekstu tudi na nek način, ampak nikoli ne prav zares direktno izrisala ta razlika med nomadizmom na eni strani, ki je stvar izbire in na strani dobrega življenja, ne, in na drugi strani nekim migracijskim premikom, ki je na strani pač neke nekropolitike ali pa kakorkoli, no. In se mi zdi, da nivelizira, mislim, da so razplastene te nianse v tekstu in očitno si pač v teh momentih različnih nomadskosti tudi premišljevala, ne. To, kar se meni zdi, da me nekako zanima, pa se nekako ne moram dokopati do nekega končnega odgovora, je, v resnici so neki ti koncentrični krogi, nekaj človeške žlehtnobe, no. Kje se začne ta prvi vzgib nekega ignoranstva, ki ga ponavadi niti ne opazimo, pa kako hitro se to stopnjuje do osvajalcev pa oproti in kako je v resnici vse stvar pač interpretacije, no. Ful mi je bilo zanimivo, sicer to sem pol tako za nazaj razmišljala, nisem imela to v glavi takrat, ko sem to pisala, ampak preden sem začela pisati ta tekst, sem delala v drami kot dramaturginja Vilčnikovega Tarzana. In se spomnim, da je Maša Draganc enkrat rekla, ja, če bi pa kdo vprašal za Indijance, kaj si mislijo o Krištofu Kolumbu, ne bi bili toliko navdušeni, kot smo mi. In se mi zdi zelo zanimivo, na kak način je pač celotna zgodovina sveta, v resnici zgodovina belska zgodovina ali pa zgodovina belcev. Mislim, tudi razlikuješ med belo popotnico, ki je privilegirana in ima to izbiro potovanja, ne, in pač ne, vsemi ostalimi, ki nimajo te izbire, no. Pač ni zgolj ta ekspanzionistična, kolonialistična pozicija invazivne politike, ne. Jaz, ko sem pisala, sem se malo strašila, pa potem pač itak je že kar dolg tekst, pa sem se odločila, da ne bo še tega, no. Ful sem se ukvarjala tudi z tem, kaj je to odgovorno potovanje, no. Tudi zdaj potovanje kot taka, če bi sam to vzela, imajo ful enih vprašanj v smislu vsakič, ko zdaj človek gre tam pogledati neke avtohtone prebivalce, ne vem, kjerkoli, kaj zdaj to pomeni, kdo je zdaj ta,
ki nastrada zaradi tega, oziroma na kak način nekako se odpirati svetu, da nisi invaziven, pa da se vseeno odpiraš, da nisi zdaj tukaj v svoji mali lupinici. No. In to neka vprašanje se mi zdi, da za vsako odločitvijo znova je pač to nekako treba premisliti, pa počok za nazaj razmišljali. Ampak no, se mi zdijo tudi v resnici relevantne, čeprav čez tekst ali pa skozi tekst niso na ta način prisotna. No. Preverjava en del, mogoče. Bom prebrala evo ta fotoaparat. To je čist na koncu, pol še ima ona sam ta tinka, en kratek delčič. Evo, in pol jaz to nekaj napišem in ko moram prebrati, ugotovim, da je to ful težko za igrati, res je. Slik. Danes je spet norišnica. Slik. Toliko enih eventov, da več ne vem, kje se me objektiv drži. Pa same isto zategnjene face, isti bleščeči nasmeški. Boring. Slik. Jaz sem bil narejen za bolj sublimne motive, ne pa za te nastavljače. Ta vulgarna predvidljivost. Enkrat mi bo leča počela, boš videla. Slik. Mislim, se štekam, je treba delati, ampak ne štekam. Eno je denar, drugo je pa umetnikovo poslanstvo. Nisi ti glupa, apatična raja, neko moralno odgovornost pa je treba imeti, ne? Držati kurčev špegel pa te fore. Slik. Ej, veš kaj sem tuhtal? Kaj, če bi midva naredila eno tako artiš razstavco? V kakšni manjši cute galerici, da se spucava tega službenega pofla, da si jaz malo popiham na film, ti pa na dušo. Kaj praviš? Taka sladokusna, ekskluzivna, umetniška manifestacija. Slik. Imam že koncept. Pazi to. Lokalno. Štekaš? Danes vsi delajo te global zadeve, kao ni meje pa te fore. Midva bi pa to radikalno presekala z izključno domačo sceno. Angažiran art pa ta jajce. Sem že vse stuhtal. Na lagerju imava čisto dovolj materijala. Rabiva kakšnih 10 fotk, nič več. Butično, ne? Začela bi z onim osamljencem. Veš, katero fotko mislim? Modro nebo, skuštrani oblački, drevo v njegovi senci klopca, bela glava, skrivenčeni prsti oklepajo palico, pogled prešteva marjetice na travniku in nikjer nikogar. Slik. Ta bi lahko bila ta prva. Easy intro, zablurana emocija in političnost na ta tretjo žogo. Big like, če mene vprašaš. Pol bi šel na tisto z ulice. Mamica z vozičkom in majhnim psom. 4 najstnice, enake hlače, enake majice, enake frizure. Starejša gospa vleče za sabo nakupovalno torbo. Fant s sončnimi očali in telefonom. Moški v obleki. Gospodična v kostimčku telefonira. Par s fotoaparatom. Punca s čopom in veliko vrečo. Gospa v sivem. Gospodič s plešo. Nekdo na kolesu. 2 se držita za roke. Nekdo vstopa v trgovino. Nekdo, ki gleda desno. Nekdo, ki je sendvič. Nekdo, ki se mu mudi. Fant s koleni na tleh. Pred njim lonček iz McDonald'sa. In nekjer nikogar. Slik. Je kar dobesedna, ni, mogoče preveč, totalni in your face, to več ne pali. Nanje se fura subverzija, čeprav me imajo v mislih, pa bova videla, če se poklopi s konceptom celotnega dogodka. Kulči, naslednje. Fant in nos in kri. Noge se pobirajo za pobeg. 2 para dvignenih pesti nad njim in čevlji, ki se približujejo trebuhu. Sklenjen krog najstnikov in telefonov. Zadaj je velika stavba. Na oknih papirnati zvončki in trobentice. In nikjer nikogar. Slik. Ta nama je res ratala. Black and white je pa sploh genialen. Tako je bolj dramatično, bolj apokaliptično. Se spomniš, kako so se matrala z umom? Pa uvijek bil gor, pa dol, pa drugega, noro. Ampak se je splačalo. Brutalnost par excellence. Levo 4 postelje, desno 4. Na njih telesa, pokrita z rjuhami, obkrožena z aparaturami in infuzijami. Obraz, v krču. Široko odprte oči, kričijo po koncu. In nikjer nikogar. Slik. Baby, ta je kompozicijski jackpot. Statika, statika, statika in potem ta usrediščena intenziteta. Forma je vsebina in obratno. Pozor, visoka napetost. To bi lahko bil naslov razstave. Ne, kar ne. Ali pa slik lepo zdravi Slovenije. Ne, katastrofa, pozab. Razklana ustnica, modrica in oko, ki gleda skozi okno, medtem ko avtobus gleda njo. In nikjer nikogar. Slik. Definitivno my top 5. Tihožitje na avtobusu. Ej, kaj če bi vse slike podnaslovila s takimi half joke, half serious naslovi? A bi to bilo too much? Ne, boljše pustiti stvari odprte za interpretacijo. Nočeva represivno govoriti o represiji, ne?
Pizda, sem to dobro sformuliral, izostreno. Nimam zastojn, EF, bla, bla, nekega ful hudega objektiva. Stopnice v star blok, 6 moških, prozorna vrečka s kruhom, rdeča nalepka minus 50%, 2 odprti konzervi in građevinarska čelada. In nikjer nikogar. Slik. Tam je fejl. Za navabila. Hashtag s trebuhom za kruhom. Ej, lahko bi pa pri vsaki dala te hashtage zraven. To je zdaj ultra trendi, veš? Kaj še malo? Joj, ta ubija. Fantek drži za roko punčko in hodi. Punčka drži roza medvedka in hodi. Ženska se smehlja in hodi. V rokah drži škatlo. Na njej rdeči križ. Vrsta hrbtov stoji in čaka. In nikjer nikogar. Slik. Saj sem rekel, totalno angažiran art. Tale ima katarzični potencial. Softiči bodo jokali, boš videla. Stoječi, sedeči, čepeči, ležeči, ograja, policist in vojak. Med njima oblaček izdihane toplote. In nikjer nikogar. Slik. Ta detalj s sapo je fajn, nekaj dodam, ampak če še enkrat razmislim, je to že malo paseja, ne? Mislim, vsi to delajo, mi pa moramo najti neko novo, seksi temo, politično, valjda, ampak ne tega poročilskega stranja. Folko že dol visi, ste že imuni, na nekaj drugega moramo opozarjati, a veš kaj mislim? Treba je pokazati nekaj, kar se bo ljudi dotaknilo, jih premaknilo, dobesedno in metaforično. Nastaviti morava ta prav špegel, drugače ne bo tega noben kupu, vsaj stroške morava pokriti. Pizda se hitro učim človeške logike, ne? Ok, kaj še mama? Dvignjena roka, zapestje briše nos, oddaljenost 10 metrov, ne več. Po zlatem rezu teče režilna žica in nikjer nikogar. Mogoče se še ustaviva za konec pri tem, kdo upoveduje, tokrat je fotoaparat, ne? Imaš pa še par objektov, ki že predtem povejo neke svoje zgodbe in mestoma so v obliki predmetov, ki govorijo in tu imaš kaligram drevo, ne? Nekje drugje, ta je edina, mislim, da, ampak se nekako ti pojavlja ta tehnika ali pa ta način že v prejšnjih dramah, ne? Je pač nekaj, kar je prisotno. Kaj te tu znotraj intrigira, da nek objekt govori, spregovori? Ponavadi je to, po moje zaradi tega, ker pač sem nekako aktivno soudeležena v ustvarjanje gledališča in vidim gledališče v resnici izvrstno priložnost za to, da res ni nobene omejitve, no? Da pač lahko uporabljaš domišljijo, kakorkoli ti paše in se da vse nekako prikazati, oziroma se mi zdi to prednost teatra, v filmu je to ful težje, pa literatura tudi na nek drugačen način funkcionira. Da se mi zdi to, tukaj jaz vidim v resnici nek ta teatrski potencial, se mi zdi, da je take stvari meni vsaj zanimivo nekako gledati prvenstveno na odru, no, pa najprej na odru, me zaradi tega nekako najbolj intrigira. Pa tu še pač ta druga neka vsebinska plat, se mi zdi, ki omogoča govoriti vse te podtekste, pa vse neke stvari, ki jih drugače, ki jih ne moreš izreči skozi dialog v resnici, no. In je to spet nekaj, kar mi je blazno fascinantno in s čimer se zelo rada igram. Super so mi te neke monološke forme, nekih monologov, se mi zdi, da, ne vem, meni je to en tak lušen izziv, no. Kar se pa čisto vizualnega tiče, je pa to tudi neka stvar, ki mi je tako lušno se z njo malo za poukvarjati, na kak način lahko besedilo tudi vizualno nekaj sporoča. Evo se ta fotoaparat zelo super reče, da forma je pač vedno tudi vsebina, no. In mi je zanimivo se s tem tako zelo dobesedno kdaj tudi poigrati, oziroma se nekako trudim predvsem v teh razglednicah mogoče, da se vidi neka dvojnost, pa neki različni segmenti teksta, pač tudi skozi samo formo, tudi če človek vizualno pač pogleda tekst, vidi neke razlike, no. Kar je najbrž neka dodatna, kaj svem, zagata pri uprizarjanju, ampak najbrž ravno to odpira neke potencialnosti iskanja nekih neizgotovljenih rešitev, ne, nekaj, kar... Ja. Oziroma, meni je zelo fascinantno, zdaj, ko so delali recimo to uprizoritev, ki so to zelo dobesedno vzeli v resnici, no, se mi zdi, da so imeli malo
problem je s tem, da bi se obnašali do dramskih likov, v resnici kot do dramskih likov, nekako se mi je zdelo, da je pa zdaj to nekaj pa ful drugačno in je prav govori isto je, kar vse ostalo. Mislim, za mene ni, oziroma se mi zdi, da se potujitev, če se zgodi že v tem, da je to pač poosebljeno, no, in v tem smislu mora tudi poosebljeno na nek način biti prezentno na odru, no, drugače se točno ta potujitev nekako zgubi, no, tada. Pa tu se mi zdi ravno ta moment, ki si ga zdaj brala, tukaj se, predvsem na tem delu se tekst upogne samega vase, na nek način je neka totalna samorefleksija, pač ne zgolj pač nekega fotoaparata, ampak neke prakse, umetniške prakse ali pa nekaj, kar pač je na delu, ko hoče biti politično ali pa ne, ali pa se s tem igra, no, vsaj. Ja, jaz sem pol skozi, ali pa vse pri tem tekstu sem imela zelo velik problem z umetnostjo, ki zelo ni nujno deklarativno, no, ampak skozi nekaj razlagamo, kako bi zdaj se pa moralo, ali pa bi vsi drugi morali nekaj, pa pozabimo, da smo mi tisti, vsi drugi tudi, no. Teda sem ful časa iskala, na kak način nekako lahko sebe ali pa umetnost tudi ošvrknem v tem smislu, da ni zdaj dovolj sam kazati, da smo tudi mi tisti, ki moramo aktivno zdaj tako ali drugače nekaj narediti. No, ja. Mogoče bi na tej točki odprla za vprašanja, če bi kdo karkoli. Ja, v bistvu, samo da ne vem, če boste razumeli, ampak prej, če sem to razumel, pač se pravi neka definicija po biografiji, po psihologiji likov vas pač ne zanima načeloma. Kako pa, mislim, ker v teh delih, ki pa pač točno bere, pa pač izjemno, kako se pač, ne vem, lotite pisanja neke zgodbe, brez da bi svoj lik dejansko pač poznali. Kako pa delate z njim, no? Mislim, ker se mi zdi, da vsaj kakor jaz razumem like, da potem te liki včasih zanesejo v svojo smer. A se tudi recimo pa vas zgodi, da potem zbav lik, za katerega nimate ozadja, da sam začne hoditi po drami? Ja, recimo v primeru Razglednico nekaj stvari potem na koncu bile, kako bi se reklo, oziroma tako bom rekla, jaz ponavadi pač nek lik v smislu, na kak način govori, kak se izraža in to nekako imam izdelan ali pa ga vidim ali pa pišem, ga nekako spoznavam. To si jaz pol skozi predstavljam tako kot v filmu, v resnici, ko človek pač vidi nekoga in ti vse informacije že pač imaš, samo nimaš te informacije, da bi zdaj nekdo sam sebe razlagal na nek način. In se počasi neke stvari izkristalizirajo, jaz imam nekako občutek, da ni nujno vedno treba podati vseh odgovorov, recimo v primeru te Tinke je zdaj čisto vseeno, ne vem kaj, kam je ona, kakšen uspeh je imela zdaj v 5. razredu osnovne šole, mislim, popolnoma irelevantno je za pač ta tekst, so pa neke, je pa logično, da pot, ker v lik prehodi, določa in lik in na nek način upogne malo drugače lahko tudi pač to pot, no. Ne vem, če sem zdaj kakorkoli pač odgovorila, no. Ko rečem, da me ne zanima ukvarjati se z likom, mislim, da me ne zanimajo zdaj, kako bi se temu reklo, ne vem, če bom znala povedati kaki primer kakega teksta. Evo, ne bi me zanimalo napisati zdaj, logično leta 2017, takrat so bili to ful bolj prelomni, nek, ne vem, Ibsenovski tekst, kjer bi se ženski lik ukvarjal z preizpraševanjem sebe, svoje pozicije, odnosa do moža in do otrok, v smislu zdaj, ne vem, ne znam si predstavljati, da bi jaz bila zmožna, ali pa da bi bilo potrebno v resnici danes pisati, ne vem, neke nore, pa ne vem, gospe Bolari ali karkoli, čeprav zdaj malo hecne reference uporabljam, no. Ampak v tem smislu se nekako nočem omejiti zdaj na samo eno zgodbo, no, ker se mi zdi to v resnici zelo problematično predstavljati samo eno zgodbo ali pa samo eno interpretacijo ali pa pač samo to eno stvar, česarkoli. Ja, ne, mislim, zato se mi zdijo Razglednice res dobre, zato ker pač enostavno so odprte in puščajo, mislim, tako 1000 interpretacij že tako za vsak stavek in pač tukaj je res kapo dole, Razglednice so res.
Za zdaj moj najljubši sodoben tekst. Čestitke. Hvala. Še mogoče kakšno vprašanje? Pohvala. Kar pa Ne, zato ker prej, ko smo se pogovarjali o sodobni dramatiki, mogoče, pa tudi pa ne samo od vas, od obeh, recimo komentar na naslednji letni repertoar, recimo institucionalnih gledališč. Recimo, ker jaz sem ful dobil en tak, recimo v drami, ker nek ta slavnostni vseslovenski repertoar, jaz sem ful dobil en tak zelo močen udarec v tiste, kar hočemo dramatiko pisati, da očitno sodobna dramatika pa sploh ni dobra, ker imamo vse slovenski repertoar in nič sodobnega noter. Vse je Mile Kurun. Ja, no, pač izvzemši nekoga takega, pač on vse ima že ime, ampak mislim tako pač nasploh je popolnoma izvzeto neka ignoranca do vseh, ki trenutno pišejo praktično, pišemo. Ja, jaz mislim, da je to predvsem povezano s tem, da se res pač ne bere teh sodobnih, tako bom rekla. Jaz mislim, da bi v vsaki inštituciji, posebej tisti, ki ima SNG v pač svojem imenu, absolutno v repertoarju strani nekoga moglo biti diktirano, da pač en slovenski sodobni tekst, nekaj, kar ni nastalo leta 1950, ker pač to ne more biti sodobno, ne glede na aktualno tematiko, ampak pač zdaj napisan tekst, pač preprosto mora biti, evo, če imajo polna usta teh nacionalnih interesov na raznih drugih nivojih, bi tukaj pač to absolutno pač moglo obstajati. No. Zdaj pa, zakaj se to vse ne dogaja, pa je v resnici pač vezano na posameznike, ki vodijo vse te bajte in na ljudi, ki jim pomagajo pač soustvarjati program in jaz, koliko poznam situacijo, resno mislim, da je problem v tem, da ne poznajo, ne berejo in predvsem pač nimajo evo jajco. Zdaj, če spet uporabim eno tako stereotipno moško besedo, ampak res pač ponavadi so zelo prestrašeni, kaj se tega tiče. Zelo redko kdo upa prebrati nek tekst, tudi meni je ful smešno, ful mi je zabavno, zdaj, ker sem dobila to Grumovo, hvala Bogu, da pač nekako tudi jaz se počutim, ok, no, v redu, ali ima kdo še kaj za pripomniti, kako je zdaj to nerazumljivo napisano, zato ker je problem je ponavadi, da ljudje preberejo, pa ne vejo čisto točno, kaj zdaj so prebrali in kaj si naj predvsem s tem začnejo. In v trenutku, ker ne vejo zdaj, kaj si naj s tem začnejo, ker so navajeni razmišljati v nekih drugih estetskih paradigmah, se pač nič ne zgodi. No. In tu jaz vidim glavni problem. No. Pol je seveda vprašanje pač nekega celostnega izobraževanja vseh prisotnih, niso zdaj samo umetniški vodje ali pa režiserji tukaj, ampak vsi, ki se v resnici ukvarjamo z nekimi bolj sodobnimi dramskimi pisavami, se mi zdi, da nimamo nobenih relevantnih vzorov, izkušenj, nobenih orodij, za katerimi bi operirali in potem se zgodijo, če se zgodijo kakšne uprizoritve, ki so malo tak, in pač rečejo ti, ki odločajo, no, mi smo probali, ni ratalo, in pol naslednjič več ne tvegajo, no, in to je tisto, kar se mi zdi najbolj problematično, no. In absolutno lažje nekako prebolimo in požremo slabo uprizoritev kateregakoli drugega tujega teksta, ne glede na to, ali dober ali slab, kot pa kakega slovenskega, no. Se mi zdi, da so že prav tako malo bolj pričakovanja vezana pač na vse to, no. Zato se mi zdi, evo, če se navežem tak na pregled, pa na nek prostor, ki je vse par let nazaj še obstajal in upam, da obstaja ali pa bo spet začel obstajati, nek prostor, ki omogoča eno razbremenitev, zdaj vse te teze, zdaj neke nošenja bakle, svetle luči slovenske dramatike in ne vem kaj še vsega tega, no, teda, ampak jaz imam občutek, evo, da se malo po malo nekak da, no, par let nazaj ali pa, evo, pred Grumovo nagrado bi tudi za mene marsikdo rekel, to je ena tam, ker nekaj zdaj tam ali nekaj verjetno piše, no. Pač ime poznajo, ne poznajo pa tega, kar dejansko delaš, no. In grozno je, da potem na neki določeni točki je ime v resnici tisto, ki je večji garant kot to, kaj narediš, ampak vse to se tudi obrne. Jaz imam eno vprašanje, ki
verjetno sam zame, drugi verjetno vsi to veste, kaj ves čas govorite o tem pregled, kaj je to društvo, ali je to skupina somišljenikov, ali je to kakšna spletna stran, ali kaj je to? Vse je našteto na nek način. Ampak to je ena skupina, ki se je začela prvenstveno družiti zaradi podobnega interesa ukvarjanja z dramatiko, pisanja dramatike. Smo pa v pregledu ljudje zelo različnih, ne vem, pisatelji, teatrologi, tudi pesniki, v glavnem, ampak to je neka skupina ljudi, ki je več ali manj obstajala in obstajala, zdaj kaj je to, 10 let ali nekaj takega. In skozi pregledi so se začele pač pri nas pojavljati razne delavnice dramskega pisanja, festivali bralnih uprizoritev, izdajalo se je drama, evo, to je meni super primerjava, to so v drami izdali ta tekst. A to se tam dobi? Tega imam, tistega pa nisem. Tega? To je tudi v drami. Ne, to pa je išlo v okviru pregleda, pa mislim, da je JSKD drugače to še pomagal finančno podpreti. Ana je bila urednica, pa to so teksti, ki so bili brani uprizorjeni na enem izmed pregledih festivalov. Kasneje so te publikacije nastajale, tudi tako so bile prevedene. Kje se to dobi? Samo na Agrafota knjižnici? Drugače se je to prodajalo v knjigarah. Ne vem, če se še bi... Imajo pa v knjižnicah drugače vseh, no. Tudi teh ljudskih? Ja, mislim, da bi mogli imeti. Jaz bi vam to sicer podarila, imam pa še sam ta izvod. Ja, to tako razumem. Hvala. Teda zato to omenjamo, to, ker je bila ena iniciativa, ki je mogoče res kar konkretno premaknila. Kaj? Apropos preglej, je mogoče trenutno mislim, v primerjavi s tem, kakršna je bila scena v času pregleja in kakršna je trenutno? Ali stvari, mislim, vem, da je bilo že dostakrat tekom večera nakazano, ampak se stvari obračajo na boljše, ali ostajajo vse nekako v stazi, torej v istem stanju? Jaz sicer pa mi je grozno, jaz tako se imam za ful optimista, ampak jaz zdaj res se mi zdi, da grejo stvari v resnici še na slabše v tem smislu, da se pač prostor, kjer se človek lahko zdaj poigra, z čim absolutno zapira in to ne samo na področju dramatike, ampak nasploh na področju kakršnekoli ustvarjalnosti, no. Da zdaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi, da smo imeli neverjetno srečo, pa se nam je takrat zdelo, da to je vse ful premalo in grozno in da bi bilo treba nekaj več in drugače. Ne vem. Mene zelo veseli, da se je letos pojavil ta festival Skrik, pa upam, da se bo to nekako nadaljevalo in razraslo in to, ker se mi zdi, da je to ena taka zelo zanimiva platforma, kjer se da pač kaj narediti. Pa tudi na akademiji, v resnici že s tem, kaj objavljajo pač kakšne tekste. Se mi zdi, da so neki pač koraki, ki se dogajajo, ni zdaj, da je vse. Kakšna je povezava med preglejem pa Skrikom? Ali je to kakšna stalna povezava, ali so posamezni mešani členi od enega pa drugega? Kako je s tem? Ali je preglej porodil Skrik? Jaz mislim, da tudi tak en link obstaja in to je Simona Semenič v vseh teh V Skriku, letos sem bila v Skriku, tako da to poznam. Simona Semenič, mislim sicer, da na povabilo Brinino ali kako organizirala delavnice dramskega pisanja, če lahko temu tako rečemo. In pol tokom tega procesa so sodelujoči napisali dramske tekste in pol je ta festival v resnici bralno uprizoril te drame. Simona Semenič je pa bila tudi iniciatorka in, kako se temu reče, glavni idejni organizacijski in vse to vodja tudi pregleja, no, teda je ona ta link. Ona je ta link. Da. Še kdo? Jaz sem videla to uprizoritev, te drame. Jaz tudi. Ja, verjetno večkrat, ne? Sam dvakrat. Me je intrigiralo do zdaj, zakaj sta dve ženski igrali moški, ker
Ja, zdaj mi je jasno. Drugače pa sem, nisem se dolgočasila, ampak občasno sem začutila tako razkropljenost, nisem znala takoj povezati stvari. In ja, sem stara šola, imam rada stvari usmišljene, pa da jih znam povezati. Ampak ja, zdaj smo pač v takem svetu, da vredno ne moramo vsega sproti. Jaz mislim, da niste nikakor stara šola, vsi mi imamo radi, da so stvari usmišljene in povezane na kakršenkoli način, pač, da človek ve, kaj gleda in zakaj, ne glede na jezik zdaj same uprizoritve, verjetno. No, jaz sem tako malo raztreščenosti čutila, ampak so bile pa posamezne podobe, ki so mi zelo, posebej na začetku, tista dama v črnem, ki se je potem spremenila eno tako palco ali meč, ali kaj je bilo utrpeno, to se mi zdaj zelo lepo narejeno. Pa še kakšni taki utrinki in pa prav to, ta igra s to črnino, to se mi zdaj zelo dobro. To je verjetno bolj režiserski poseg kot stvar besedila, ne? Ja, jaz sem napisala tekst in potem sem bila na prvi vaji na premieri in sem tokrat bila čisto distancirana. In to potem, glede na to, vsaj jaz, kar ste zdaj prebrali od besedila, tam na odru je bilo bolj malo tega, ne, koliko vi zahtevate, da se držijo besedila, pa koliko so prosti, da to po svoje izločajo, krajšajo, premetavajo. Drugače so v teatru stvari zelo svobodno zastavljene. Zdaj avtor ima, evo, v primeru Draga Jančarja, mogoče možnost, da reče, da se naknadno napiše, da je kaj po motivih njegovega teksta, če se mu zdi, da zdaj ni čisto dosledno uprizorjeno, ampak načeloma avtor nima nobenega vpliva na to, koliko se stvari črta ali pa reinterpretira ali pa na kak način se jih postavi na odrno. Ni nekak navada vse v teh pa vi nimate občutka zaradi tega, da se je stvar izrodila, če šla čisto v drugo smer? Jaz to lahko ponudim politično korekten odgovor, da sem vesela, da se je ta prizoritev zgodila. Ne, se mi zdi, absolutno se to je verjetno skozi tako, da se človek nekaj predstavlja ali pa nekaj hoče z nečim povedati, pa problematično se mi vedno zdi, če je ideja zmanipulirana ali pa če je osnovno sporočilo zmanipulirano do te mere, da se ne more zdaj več avtor povezati z njim. To absolutno ni zdaj najbolj enostavno. Drugače pa, evo, če ta tekst napisan v maniri nekega poziva k malo večji svobodi pa odprtosti, se mi zdi, da jaz kot avtorica tudi moram nekako spoštovati to, kar so pač oni naredili, ali pa za to interpretacijo, za katero so se oni odločili. Je pa res, da je ta tekst toliko odprto pisan, da bi kamot bil, ne vem, na velikem odru z 35 igralci uprizorjeno. Je neka režijska konceptualna odločitev tu nujno potrebna, kako to prijeti pa kje zagrabiti. Čestitam. Ja, hvala. Hvala, da ste prišli. Hvala.